Dober dan. Komisija za preprečevanje korupcije je po nekaj mesecih vožnje v Leru v prostem teku začela postopek, s katerim želi ugotoviti, ali je prišlo pri imenovanju trojke, ki kandidira za mesto, ki jo pošiljamo nazaj v Bruselj. Ali je prišlo do koruptivnih dejanj. Predsednica vlade pravi, kje pa, ne? Gre vendar za politično funkcijo. Po drugi strani, ta komisarska funkcija ni tako zelo brez nekih osebnih koristi, ne? Ker so osebni dohodki oziroma plače za simpatičen odstotek višji, kot so plače v Republiki Sloveniji. Ali pozdravljaš dejstvo, da se KPK malo vrača na sceno? Zelo pozdravljam. Bil že čas, ne? Bil je že čas. Ja. Bi sicer sledil špekulacijam, ne? Je Borisu Štefanecu to naročil Zoran Janković ali morda Borut Pahor ali morda kakšen šesti faktor iz zakulisja, da ne rečem iz ozadja. Tako, kar se mene tiče, ne, se mi zdi pomembno tokrat, kaj je v ospredju, ne, in ta postopek speljan tako, kot mora biti, ne. Delo pa niti ne bi smelo biti toliko težko, ne. Človek mora dobiti zapisnik in ugotoviti, na kakšen način je bila ta pobuda predstavljena. Ja, mislim, naj pač KPK naredi, kar ima za narediti, ne. Iz vidika opazovalca, kar mi dosva, ne, je pač predlog trojke, ki se je poslala v Bruselj, nehigieničen, popolnoma nehigieničen. Ne vem, samega sebe predlagati na neko funkcijo. Resne razprave, ne. Mene pa tle res zanima, veš, čisto v kakšni obliki je bilo to izvedeno, ne. Veš, čisto predsednica vlade reče, na glasovanje dajem predlog, da se na funkcijo postavi osebo A, osebo B, osebo C, ali da se na funkcijo postavi mene. Ja. Tako, bilo bi hecen videti magnetogram, vendar ga za zdaj vlada ni hotela dati od sebe. To kaže taka dejanja, ne, po koncu, po enoletnem mandatu in v bistvu izsilnih predčasnih volitvah, ki jih je pravzaprav sama izsilila, verjetno si je domišljala, da bo iz te volilne tekme izšla kot zmagovalka, skoraj sigurno si je tako domišljala, ne. In na koncu se ukrona z takim kiksom in podre vse, kar je ustvarila, za mene je ona pretekli čas politično gledano. Zdaj, če je uspe prijeti pač Junckerju na roko, ne, zato ker ona rabi ženske kvote, kar je samo po sebi spet norost, brez primere, ne. Mislim, kaj pa je večje ponižanje od žensk, kaj je večje ponižanje žensk kot to, da je ženska kvalificirana samo zato, ker je ženska, ne. To je šele prava diskriminacija. Ja, zdaj, tako kot jaz razumem, ne, dolgočasno birokratsko logiko Bruslja, ne, se predsednik komisije konec koncev v zadregi, ne, veš, ali se spodobi, da osebo, ki je v protikorupcijskem postopku, sploh jemlje kot resno kandidatko, ne, in pač že na sami vladi bi morali vedeti, ne, da ta poteza utegne sprožiti protikorupcijski postopek in da utegnejo s to potezo spraviti v zadrego predsednika komisije, ne. Ja, to bi šlo zdaj v prid temu, kar se rekel, da če obstaja kakšno zakulisje tega dejanja, ne. V tem primeru bi bilo prikladno nekoga postaviti v postopek, zato da ga onemogočiš, ampak to je druga zgodba, ne. Vse postopek je tak, oziroma, veš, imenovanje te trojke, ne, je tako, da kar kliče po oceni. Dejansko je bilo to neprimerno dejanje, če kdo taktizira s tem, da bi to dejanje neutraliziral ali pa onemogočil, to je druga zgodba. Samo dejanje, ne, da so se predlagali, pa v bistvu, meni se ta teden res trese bolj kot notranja politična scena, ki je sama po sebi gnila že ves čas, ne, pa poskušamo iz tega nekaj narediti. Bolj trese Gaza, Palestinci, Izraelci pa Amerika, ne. In bom prevezal, zakaj, ne, vidim to noro nenačelnost, kje se naši politiki učijo.
če vzamemo enega Karla Erjavca, veš, kot bil zunanji minister, že prej obvladal tehnologijo, kako ne rečem, zvijavosti politične, a veš, to, kar dela Kerry, kar dela Biden, kar, a veš, izraelski zunanji minister počne, to je polnoma nekaj nedostojenega, ne? Bijo 1500 ljudi, od tega ogromno otrok, žensk in tako naprej, ne? In potem se sprenevedajo in reče, da bi tam mogoče zdaj pa naredili nek kordon Združenih narodov, tako kot na Kosovo ali pa v Timorju, veš. To je nekaj tako perverznega. Najprej greš in pobijaš in potem rečeš, da bi tam morali monitoring narediti, namesto da bi ga naredili v Jeruzalemu in toliko časa vztrajali na tem, da se tiste ljudi, ki so povzročili smrt nedolžnih otrok, pripelje pred vojno sodišče, tako kot Karadžiča, tako kot Miloševića in se ne odneha, dokler ta proces ni končan, ne. In ko enkrat taki politiki, kot so naši in vsi drugi, vidijo, da obstajajo dvojna merila ali pa trojna merila, ne, in potem tako je, in potem se od njih naučijo in počnejo natanko to. Zato, ne, ker se je gospodu Junckerju tam nekdo namignil, da rab ženske kvote, ne, zato se zdaj cela notranja politika na glavo postavila, ker je ena ženska ugotovila, da je to njena šansa. Ime je pa Alenka Bratušek. Ne. Še hujši primer je pa Karl Erjavec. To je pa že na meji goljufije, kar on počne. To se pravi, prebrnil je notranjo politiko tako, da je upokojence za upokojeniško demagogijo pripeljal na 10%, za Jahov konja razvil prapor, na to bi pa pobegnil za evropskega komisarja in ga upokojenci več ne bodo zanimali. Ja, s tem, da je on rekel, da samega sebe vidi morda kot komisarja za širitev. Ja. Ne, in od širitve bodo upokojenci imeli neverjetne koristi. Ne, predvsem pa misija širitev je za nekaj let bolj manj ustavljena, ne, zaradi tega, kako Kosova ne bo not pripeljal. Srbija še ne 5 let ne bo šla v Evropsko unijo, Bosna in Hercegovina še ne 7, ne? Makedonija itak tam grški veto, ne? Albanija 10 let, ne? To pomeni pač, da če gre zdaj za komisarja za širitev, ne? Bo širil svojo denarnico, nič drugega. Ampak to ne bo širil svoj proračun. Lepo si to rekel. To naj pripelje k naslednjemu vprašanju. Ne? Ali ta vlada, nova vlada, recimo potencialnega ali verjetnega mandatarja Mira Cerarja, ne, ki je bila nagrajena, oziroma njegova stranka je bila pač volilno nagrajena z pričakovanjem o visokih moralnih štandardih in pa o neki digniteti in neki novi politični kulturi. To je še vedno pričakovanje, ki lebdi v zraku in on še vedno molči, kar mu še vedno daje kredita. Ne? Ampak ravno predno sva sem prišla, sva lahko na STA prebirala intervju z zdajšnjim že predsednikom državnega zbora, dr. Brglezom, ne, ki se je že dal na razpolago. Ne. Se pravi, če bi bilo to v interesu države, beri koalicijskih usklajevanj, bi pa odstopil kot predsednik državnega zbora in bi šel recimo za zunanjega ministra. Ne. Se pravi, bi se ja, pa da Erjavec potem pride do državni zbor, čeprav je rekel enkrat, da ne bi bil. Ne? To, kar je naredil Karl Erjavec v prvem nedostojnem manevru, je za mene nepovratno dejanje. To se pravi, v trenutku, ko mu je bilo ponujeno sodelovanje in po bontonu bi mu pripadlo pač mesto predsednika državnega zbora in je on to odklonil, zato ker si je domišljal, da bo lahko v Evropi bolj uspešen, potem, ko si je pa preračunal, da bodo postopki stekli na tak način, da lahko ostane brez vsega, se vrne v velikem zamahu in izselil, ko je majhen otrok v peskovniku. Ne? Če bo novi mandatar takega človeka si ugradil v vlado, ne, je v bistvu že pokazal, da je ta vlada počena v izhodišču. Počena kot... Ja, to se pravi tako, rečem, strukturno poškodovana. Ne? Ja. Bom rekel nekaj radikalnega. Ne? Karl Erjavec s takimi manirami in njegova stranka pač ne sodijo v novo vlado, to je moje stališče. Ja, mislim se, kje pa piše, ne, da mora Desus biti v vladi. Ne? Mislim, kje ne piše? Ne, ker pogled, njemu za upokojence itak ni. Torej, če jih je lahko v tako kratkem času tako hitro zapustil, pomeni, da njihove pričakovanja, interese in pa seveda z svojo demagogijo, ne, vsakdo trzne na to, da bo imel regres in pokojnino zvišeno, ker vsi vemo, da je popolnoma nerealno glede na ekonomijo. Iz Bruslja pokojnin nihče ne bo zvišal, niti ne bo dajal brezplačnih donacij. To je popolna iluzija in tega tudi on ni imel v mislih. Ne.
Sicer bo pa pokojnice v vladi zlorabljal samo zato, da bo za svoj karierizem, za svoj povzpetniški karierizem, kar pomeni, da bo cela država pri vseh reformah talec njegove kariere. Če to veš vnaprej in to je 100%, potem ga pustiš zunaj. In se pogovarjaš s tistimi ljudmi, ki so resni. Ne? Dobro, kaj pa ostane Cerarju? Ostane mu Nova Slovenija, ostane mu AB, ostane mu kaj še? To je pa Združena lista, ne? To so trije... Socialni demokrati, ja. Ja, SD, socialni demokrati, se pravi, Združena levica je itak rekla, da ne gre za. Ja. In v končni fazi, ne, ostane mu čisto preprosto, da mandat zavrne, pa nekdo drug sestavi vlado. Ne. In v končni fazi, gremo še enkrat na volitve po podobu, če bo pač razmišljal konstruktivno, pa 56% pa bomo imeli učinke večinskega sistema. Ne. Mislim, jaz za vsako ceno nikakor ne bi sestavil vlado. Ne rečem, da z njim simpatiziram, nisem tega povedal. Ne. Povedal sem samo to, da s takimi nenačelneži, kot je Karel Erjavec, ne gre sestavljati vlade, ker bo v nasprotnem primeru ta vlada invalidna v izhodišču. Se ne bo dal popolnoma nič narediti. Ne. In v končni fazi bi imel deleč najboljšo iztočnico, če bi se pogovarjal s tistimi, s katerimi je diametralno nasproten in se do njega obnaša v izhodišču odklonilno. To je Združena levica, ki v izhodišču zahtevajo to, da je treba privatizacijo presekati in tako naprej, ampak ves čas ve, pri čem so. Pri čem je, ne? Grejo nazaj še k potezi, ki jo je Boris Štefanec izvedel, oziroma Komisija za preprečevanje korupcije. Ne gre samo za to, da sta dva wannabe komisarja evropska pod vprašajem, ne? Gre tudi za to, da sta dva koalicijska partnerja potencialna pod vprašajem. Ne? Tako da ta koalicija, ne, tudi če bo imela, tudi če bi bila sestavljena v teh parametrih, ki se zdajle kažejo, ne, ima izhodišču problem. Ne. Izhodiščni problem je ta, da se predpostavlja, da on mora biti mandatar, recimo, kot v tem primeru Miro Cerar. Zakaj pa? Pa naj Karel Erjavec sestavi vlado, ne? Pa da se on začne pogovarjati z ljudmi, ne? Konec koncev. Saj mandatarstvo ni avtomatizem, to je samo logična presumpcija, kdo ima največ glasov, da bi lahko sestavil vlado. Kjer pa to ne piše, da je avtomatizem, da bi on moral sestavljati vlado. Prvič, ne. Drugič je pa tako, on ima izredno močne pogajalske pozicije in če bo pokazal svojo suverenost, in to zelo odločno suverenost. Karel Erjavec bo zelo ponižen, zelo hitro želel v koaliciji pod kakršnimi koli pogoji na koncu, ne. Če mu postavi gabarite in mu reče, to je tvoj manevrski prostor, ne. In nič več. In kar pomeni, ne, da recimo, prva poteza mi je bila všeč, ko je on preprosto rekel, Državni zbor je zelo resna institucija, zelo pomembna državniška institucija, predsednik Državnega zbora je praktično tako rekoč nadomešča predsednika države v njegovi odsotnosti. Skratka, gre za inštitucijo visoke dignitete in visokega pomena. Ponudili smo jo, odklonili so jo, zdaj smo naredili dr. Brgleza, te zgodbe je konec. Ja, on bo in pika. Ja, tukaj naprej se pogovarja. Ja, ampak današnja izjava predsednika Državnega zbora to relativizira, ne? To relativizira in to je po mojem mnenju zelo slabo. Ja. To je moje mnenje, sicer jaz ne sestavljam vlade, sestavljajo bo nekdo drug, ampak jaz se bom pa komentiral, ne? Ker če bi jaz sestavljal vlado, jaz bi se postavil, mi smo zdaj v Slovenijo pripeljali tako delač, da je čas za načelnost in to načelnost treba nekaj pokazati. In konec koncev ljudje so jo izvolili. Ljudje so rekli, mi hočemo človeka, ki mu verjamemo, da je resen, da je spodoben, da je načelen in da državi hoče dobro in da jo bo tudi nekaj iz tega naredil. Ne? Ja, pa da je suveren tudi, ne? Seveda, in suverenosti pa še nismo videli. Zdaj smo videli že relativiziranje nečesa nekih pozicij in spet te nadaljevanje rokovnjaških manir. Ne? Dejva obnoviva problem. Ne? Prvo, kar je, sicer je pa tako, ne? Se gremo lahko še enkrat na volitve jesen, potem bo pa tako, kot so mi dva rekli, da bi morali biti. Ne? Hecam se. Ampak poglej, dilema predčasnih volitev je bila sledeča. Alenka Bratušek je to izsilila zaradi njenega lastnega spora z Jankovićem in zaradi nesoglasij v stranki. V ozadju je bila latentna nevarnost Janeza Janše, prvega zapornika in človeka z močnim rokovnjaškim zaledjem, ki stalno poskušajo rušiti državo, diskvalificirati ljudi, žaliti in tako naprej. Ne? In pod to presijo so se dogajale te volitve, ki so dala neka zelo jasna sporočila.
In kaj se zdaj zgodi? Janez Janša je v arestu in njegova stranka je frustrirana, nekje v oklepaju, nekje v ozadju, se pravi, ne moramo več ne obtoževati ničesar, ne se sklicevati na njo. Ta stranka je strukturno vsaj ta trenutek mrtva. Vsaj ta trenutek. Ne? Bomo videli, kaj bo v naslednji potezi. Jaz sicer imam svoje mnenje, kaj se bo dogajalo, ampak dejstvo je, da zdaj so pa tako imenovani good guys, tisti, ki so mislili, da iz te države lahko nekaj naredijo, prišli v ospredje in kaj so naredili, prevzeli so metodo rokovnjaštva in to prvo možno sekundo. Alenka Bratušek, Karl Erjavec, najbolj rokovnjaške metode, najbolj nespodobno obravnavanje države, državnih institucij, državnih manir, konc koncev neke etike, če hočeš. In konc koncev strinjam se tudi korupcijskih tveganj. Ne? Ker to, kar so tam naredili, bila neka domačijska zgodba, ki je povezana z korupcijskimi tvegami v tem. Ja, dajmo se mi, ko smo zdaj tole okroglo mizo malo med sabo zmeniti, pa v najboljšem primeru drugega predlagajmo. Ja. Ali pa bom jaz, ali pa predsedujoča predlaga 3, zato da bodo vsi zadovoljni. Ne? Zato, da bo ona zraven in zato, da bo imela tiste preference v ženskih kvotah. Ne? Ja, ne, veš, mene je pri tem zbodlo še nekaj, ne? Ker pa ni koruptivno dejanje, ima pa neke druge dimenzije, ki so pa, ali pa ni dejanje, ki vsebuje neke elemente korupcije, ne, zdaj, ne vemo kolikšne, ne, ampak gre za dejstvo, ne, da se je država odrekla kar pomembnemu delu svoje suverenosti, ne, ko ni rekla tabu. Ne. Seveda. Ne, ampak, a veš, suverenosti, ne, ali pa delu svoje suverenosti se država lahko odreče izključno in edino v eni inštituciji državni. Ne? To je državni zbor. Ne? Državni zbor je tisti, ki reče v redu, ne? Podpisujemo pogodbo o pristopu k zvezi NATO, ne? S čimer se odrekamo določeni suverenosti, zato da neke druge koristi dobimo. Vstop v Evropsko unijo, ne? Je poteza, ko se določeni suverenosti odrečeš zaradi tega, da pridobiš neke druge koristi. Ne? V tem primeru, ne, se pa Slovenija odrekla pomembnemu delu suverenosti v napačnem organu, ne, organu, ki tega ne more narediti, pa hkrati od tega absolutno nobene koristi nima, razen pač, da izpademo malo smešen, ker se ne moramo med sabo zmeniti, pa se bo nekdo drug namesto nas zmenil. Ne? Ja, se oni tam imajo sicer, to ni izgovor ali pa odgovor, ampak imajo popolnoma enake probleme, mešetarijo, tako da glava boli. Ne? Misliš Bruselj? Ja, seveda, mešetarijo in zato ti jih upazujo in rečejo, pa še mi mešetarimo. Ravno to je tisto moja zamera. Ne? A veš, če ima Joe Biden sina, ki ima Hunterja, ki ima tam po Krimu koncesije za črpanje nafte in naenkrat je to svetovni problem samo zato, da njim družinski biznis teče, ne? So zelo močni koruptivni sumi oziroma etična vprašanja dvigujejo tudi po svetovnih časopisih, to lahko beremo. Potem se vprašaš, ali so Rusi v svojih ravnanjih res tako zelo samo slabi, se vendar počnejo isto, kar počnejo drugi. Ne? In zlasti Gaza, kot rečeno, ne? In Slovenija v tej svoji rokovnjaški maniri, jaz sem popolnoma prepričan, jaz se spominjam slovenskih politikov v 90-ih letih, kako so bili ubogljivi, ko so pa enkrat se naučili teh metod zunaj, ne? So postali pa enostavno korajžni, ne? Rokovnjaško korajžni. In potem še to združijo za svojim primitivizmom in imamo to, kar imamo. Ne? Ravno zato pravim, ne? Treba, ne vem, zdaj je koliko časa od volitev, ne? Se ni tako dolg časa, odkar smo volili, pa bi politiki se že vedno morali spomniti, kaj so volilci na volitvah povedali. Ja, 4 tedni bodo. Ja, po 4 tednih ne bi smeli pozabiti, kaj so volilci želeli povedati. Ne? Se mi zdi, da bi bilo kar pametno. Ne? Tako da tisto kar smo zdaj lahko prebrali v intervjuju dr. Brgleza, mi sploh ni všeč, zaradi tega, ker najmanj, kar bi pričakoval od predsednika državnega zbora, je to, da bi v državnem zboru povedal, da gre za izredno suvereno, dignitetno inštitucijo in da jo je treba spoštovati do skrajnosti in da je treba z njo nekaj povedati in sporočiti, ne pa to, da je del sistema in stroja, ki mora pač se podrediti interesom države in eventualno zato tudi odstopati. Ne. Se države vendar sestavljene iz ljudi, ne iz koleščkov, pa iz mehaničnih delcev. Ne.
Ja. Zdaj, čakali bomo par tednov, mogoče tudi par mesecev, da protikorupcijska komisija svoje reče, medtem bodo verjetno postopki povezani z oblikovanjem vlade, koalicije, etc. končani. Pa potem naslednji test za novo vladajočo koalicijo. Namreč, ali v tem primeru, do katerega jaz mislim, da je precej jasen, se zgodijo tudi kakšne konsekvence ali ne. In to bo za Cerarja resen test. Definitivno bo. Če bi jaz bil na njegovem mestu, se ne bi tako zelo oklepal v misli, da mora sestaviti vlado za vsako ceno. Ja, to je prvo ugotovitev. Drugo ugotovitev, ki se nisva dotaknila, je pa to, v kakšne razmere bo vstopil oziroma v kakšne razmere bo stopila do njega Nova Slovenija. Nova Slovenija se postavlja kot zelo resen kandidat za vstop v vlado. V njenih pogajanjih in zlasti v javnem pojavljanju je pa zaslediti tiste elemente izvorne zelenosti in nezrelosti, ki v bistvu naskakuje nemogoče cilje in postavlja nemogoče pozicije. In tisto, kar je res moteče pri Novi Sloveniji, je pa to, da se je v navalu navdušenja nad samo sabo povezala z nekimi retro-neoliberalnimi idejami, ki so zdaj že rahlo presežene, in namesto da bi poskušala artikulirati s tistim, kar Avstrijci rečejo Fingerspitzengefühl, za nekim občutkom na koncu prsta, kako stvari zagrabati, da pa zelo radikalno zagovarjajo zelo radikalno privatizacijo, zelo radikalne pozicije, socialne kapice, teh nagrajevanja kapitala, nagrajevanja centrov moči, z vsemi negativnimi izkušnjami, da vsi tisti, ki so pri nas kapital naredili prvo sekundo, so ga odnesli ven doma. Ja, pa razumeš te njihove poteze? Jaz jih razumem, zaradi tega, ker v bistvu se je na nek način jedro neoliberalnih ekonomistov, ki dobro mislijo, vsaj v izhodišču so dobro mislili, so se po vseh drugih strankih razočarali in so se zdaj na novega konja usedli in ga poskušali narediti za trojanskega konja. S tem seveda ni nič narobe, ampak to, da Nova Slovenija oseb nima toliko intelektualnega potencijala, da bi premišljevala vsaj to, kar je Krek premišljeval, in vsaj tisto, kar dejansko je... Krek ni bil neoliberalc. Krek je bil ravno nasprotno, ampak on je bil socialist, mimogrede, krščanski socialist. Ampak ne gre za to, da bi zdaj uvedli novo obliko socializma, ampak socialna občutljivost je danes v bistvu konstitutivni element nove Evrope. Povsod po Evropi in razne Anglije, ampak čisto vsi razmišljajo o tem, ker zdaj ni problem v tem, a se boš ti opredelil za socializem, komunizem na eni strani, ali pa se boš opredelil za čisti kapitalizem na drugi strani. To ni več problem Evrope. Problem Evrope je razmišljati, kaj storiti, da ohraniš, ojačaš ali pa da dodaš novo vrednost srednjemu sloju. Evropa je sestavljena srednjih slojev. Meščanske državice so proizvedli srednji sloj in srednji sloj je tisti, ki je Evropo vzpostavil in kulturno in dolgoročno gledano je to pravi izziv. In Nova Slovenija se je zdaj po 20 letih vrgla v praktično program začetka 20. stoletja na angleški način. To je retro, zelo retro. In zdaj poskušajo nadoknaditi vse tisto, pardon izrazu, zatohlost preteklosti in bi se vrgli pa v drugo skrajnost. In bi mogoče bilo pametno, ker dejansko zakaj to govori? Zato, ker jaz mislim, da Nova Slovenija ta trenutek vendarle zasluži status stranke prihodnosti, to se pravi stranke, v kateri je mogoče iz nje nekaj narediti, ampak bi bilo dobro, da svoje možganske truste enkrat dajo v neko konklave, nakup in premislijo, kako ta svet funkcionira, kako ta svet stoji, kateri so res pravi izzivi in na tem področju inovira. Zakaj ne? SDS nima nič več zapovedati in to je stranka, ki je zaprta zgodba. SD nima kaj povedati več, zato ker je v bistvu šla iz samoupravnega socializma praktično v neko obliko tretje poti, ki se je zaprla in ni več obnovljiva. Miro Cerar je še neznanka, ampak seveda se je pozicioniral točno v sredino in poskuša najti neko ravnotežje, in v tem smislu zato je potegnil toliko in toliko glasov. Potem imamo Združeno levico, ki se je postavila kot svetilnik, ki nima ambicij prevzeti oblast, ker tudi niso pogoji taki, ampak ima pa ambicijo držati plamen, če hočeš, se pravi opozarjati na to, kje so meje naše družbe, kako funkcionira
povedati, kaj je prav, kaj je narobe in to svojo vlogo bodo igrala in zato bo ta stranka verjetno v prihodnosti rasla. Ja, pa imamo personalni projekt zavezništva Alenke Bratušek. Alenka Bratušek ni pa nič. Ne? Ja. Ona je pa vse postavila v bistvu na reševanje vojaka Rajana v danem trenutku in dani trenutek je zamočila. Ne? In se mi zdi, da je popolnoma zaprta zgodba. Zlasti zdaj s tem zadnjim dejanjem je praktično svoj ime in priimek uničila. Ne? Zato, ker je stavila na vse ali nič, če bo dobila nič, je nič. Če bo dobila svoj mandat, pa stranka tudi več ne obstaja. Ne? Ona bo pač prišla do zelo podobno kot pri Šoltesu, ne? Ki je v bistvu bil one-man band, prišel v Evropski parlament in njegova stranka praktično več ne obstaja, oziroma nič vredna. Ne? Mislim, da Arjavc, ne? To je pa jezdec zmaja, ne? On pa sedi na zmaju, ko ima izredno veliko moč, on pa tega zmaja uporablja za svojo poniglavo politično ambicijo. Ne? In je v bistvu eden najbolj, po mojem mnenju, najslabših likov v Sloveniji, ne? Z obrazom klovna in šaljivca. Ne? Sprav, dost zamotena slika, medtem ko Nova Slovenija, SLS isto, ne? Pa so stranke, ki bi lahko konstituirali novo desnico, moderno desnico, ampak to bi bilo pa treba vložiti zelo veliko napora. In seveda, če bi jaz sestavljal vlado kot recimo s takim naborom glasov, kot jih ima zdaj Miro Cerar, potem bi se z Novo Slovenijo zelo resno pogovarjal. Pričemer bi pa seveda dal jasno vedeti, da bi se rad pogovarjal resno, če ne pa pač oni sestavljajo vlado. Ne? Kot rečeno, ne? Če smo tako daleč zaigrali to igro, ne? Ja, potem pa pojmo na še ene predčasne volitve. No, jaz pa bi rad, da ne bi šli. Ja, jaz bi tudi rad, da že na teh ne bi šli. Ja. Jaz bi rad, da bi že vlada Alenke Bratušek svoj mandat pripeljala do konca. To je bila ideja, ne? Na začetku. Samo, a veš, da bi pa zdajle še eno vlado ponavljali popolnoma isto gonje, to je smisel čisti. Ne? Dobar je. Nasvidenje.